Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v Uri resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in Edvard Kadič. Zdravo, živa. Oba toplo pozdravljam. Pozdravljeni. Tema naše tokratne debate pa je Janševa četrta vladna ekipa. Kdo bo njen najmočnejši člen? Peter, če mogoče midva začneva ta pogovor, znana so zdaj tudi uradno imena ministrske ekipe četrte vlade Janeza Janše, seveda čakajo še na potrditev v državnem zboru, ampak vendarle se mi zdi, da, saj jaz osebno se ne spomnim vlade, pri kateri bi bilo do zadnjega trenutka praktično neznano, kdo konkretno bodo kandidati. Saj, če pogledamo največjo bodočo vladno stranko. Kaj ti praviš na to? Ja, se zelo strinjam in enkrat sem v tej oddaji že komentiral, da to je prvi dokaz ali pa mogoče celo najzgovornejši, pogosto spregledan dokaz, da gre za izjemno homogeno ekipo. Ne. Namreč en indikator je, kjer so stvari nekako dogovorjene, zdaj so bila kakšna trenja, tega sicer ne vemo, ne, ampak vedno, ne, ko se nekaj sestavlja, če komu ni všeč, najmočnejše orožje je, da to daš v javnost in preko javnosti začneš početi neke spine. Tukaj tega ni bilo in poleg programske homogenosti bi rekel, da to kaže še na drugo lastnost te ekipe, ki se sestavlja, da je homogena in da tukaj gre absolutno za pričakovati, da bo ta vlada končala mandat, razen če se zgodi nekaj, kar je nepredvidljivo zdaj, ne, se pravi nekaj, kar nihče ne pričakuje. Edvard, se mi zdi, no, da navajeni smo, ne, da je zelo veliko kritik v javnosti, tako zainteresirani kot splošni, na komuniciranje, ne, se pravi komuniciranje, ne vem, predsednika vlade, v tem primeru bodočega predsednika vlade pri sestavljanju vlade, koalicije in tako naprej. Ne. Zdaj se mi zdi nekako obratna situacija, ne, kar se tudi samega komuniciranja tiče, neka presenetljiva usklajenost, se mi zdi, je bila med vsemi akterji, ne. Mogoče izjema, ki potrjuje pravilo, edino predsednica SLS, ne, Tina Bregant, ampak še te njene tudi včerajšnje izjave so bile dosti nežne, ne. Celo Rockija Balboa je citirala nek filmski lik, ne. Kaj ti praviš na to? Problem komunikacije na nek način je to, da kaj poveš ali nič ne poveš, vedno komuniciraš. Ne. In jaz mislim, da se je SDS skozi zdaj to preteklo zgodovino, no, bližnjo preteklo zgodovino naučil vsaj to, ne, da se iti neko strašno vojno z mediji, da v resnici nima smisla, še posebej, če deluješ v nekem tako sovražnem okolju do njih, kot je Slovenija. In iz tega naslova so relativno kmalu začeli zavračati različna povabila na razne medijske dogodke, ki jih je organizirala recimo Nacionalka in tako naprej, ne? Oziroma so nekako držali to linijo minimalne komunikacije. Če se kaj veliko ne komunicira, v bistvu ne moreš niti veliko pljuvati ali pa kritizirati. Ne? To se pravi, da so šle komunikacije več ali manj skozi medije, ki so njim nekoliko bolj prijazni ali pa saj korektni. Ne? To je to. Zdaj, tukaj se je videlo, pri sestavljanju te vlade se je videlo, da je to lekcijo tudi Janez Janša vzel tako, kot se zagre. Jaz sem že 2 ali 3 v tej oddaji povedal, no, da smo spremljali v bistvu zdaj to en tak masterplay Janeza Janše, kako pripeljati v ciljno ravnino pravzaprav to ekipo brez prevelikega dvigovanja prahu. Pravzaprav edini, ki se je nekako še izpostavljal tu zelo v zadnjem času in hodil na neke, kaj ne rečem, verbalne dvoboje na RTV pa potem na Pop TV, je v bistvu bil Logar. Ne, Logar je izjemen retorik in ne nazadnje obvlada tudi ta del posla, ne, kot politik, da je to nekako pelo. Ne. Vsi ostali so se pa lepo modro držali stran in osnovna matematika v ozadju je bila, ne, če se nič ne ve, se niti nič kaj dosti govoriti ne more. Kdorkoli bo karkoli špekuliral, bo v resnici na koncu sam sebe ugriznil v rep z tem, da se bo verjetno lahko tudi nasračkal in se nihče ni hotel potem izpostavljati okrog tega. In je ta vidik v bistvu verjetno tudi nek vidik za učbenike komuniciranja, kako neka politična stranka oziroma nekdo v takšni vlogi lahko stvari pelje relativno neobtolčen, ne, do zadnje točke, ko se je treba predstaviti in zdaj pa, ko so imena zunaj, ne, bodo pa ta imena seveda najprej na rešetu raznih afer preteklosti, kaj se je 500 let nazaj dogajalo, kdo se je s kom kje srečal na kavi in tako naprej in tako nazaj. Ne? Ampak glavnina
tega časa, kjer se pripravlja podstat za napade, pa za v bistvu, kako bi rekel, to živo blato v medijskem prostoru, ki se pripravlja še predno pride do potrditve mandatov oziroma do potrditve vlade, ne, je nekako preskočena. Preprosto jo še ni toliko. Ne. To je en del in drug del, ne, sej pač jaz predvidevam, ne, da bomo zdaj pač v oddaji naprej še govorili okrog tega, ne, okrog samih imen, kot je bilo zdaj v preteklosti, par dni nazaj, no, večkrat že izpostavljeno, oziroma včeraj, ko so ta imena prišla ven, da določena najbolj, dajmo reči, teoretično problematična imena, ne, da jih pravzaprav ni noter. Ne. Še največ je bilo nekako tega hajpa okrog tega, da je Stevanović zahteval, da Hojsa pa ne, pa tako naprej. Ne. Zdaj, kaj je na tem, jaz to ne vem, ne, ampak dejansko pa ni na seznamu predvidenih ministrov in ministric nekih takšnih pretiranih imen, da bi se jih dalo trgati zdaj na živo in mrtvo, ne. In je tudi ta vidik vetra nekako odvzet iz jader tem nasprotnikom, pa da ne rečem trolom, pa plačancem, pa vsem tistim, kar se pač v javnosti širijo, bom rekel, take prijazne oznake neke ekipe 50 ljudi, ki so plačani v Sloveniji zato, da uničujejo, to se pravi, pozicije in seveda usode ljudi. In jaz moram reči, da z velikim optimizmom gledam tudi na sama imena, pa na vse skupaj, kar je bilo predstavljeno, in imam celo občutek, no, da smo po dolgem času dobili eno res tako močno ekipo in strokovno in še neoblatano, še neoblatano, da bo lahko zaplavala pač v ta nov mandat. Bomo o tem sigurno še kaj rekli, ampak najprej me zanima vajino mnenje. Peter, koliko ti recimo Janševim izkušnjam pripisuješ to, da je do sestave te predloga vladne ekipe oziroma ministrske ekipe prišlo na način, kakršen je prišlo? Jaz mislim, da je bilo kombinacija dvojega. Ne? Prva je zagotovo Janšove izkušnje, drugo pa je to neka situacija, ki se tudi še ni zgodila. Ne? Skratka, bili smo v neki situaciji, kjer Robert Golob ni uspel sestaviti vlade in edina stranka, ki si je dejansko lahko privoščila volitve in bi iz njih nekaj potegnila, je bila SDS. In potem so bili pa tukaj partnerji, ki si volitev nikakor niso zmogli privoščati, in jaz mislim, da to je dajalo poleg izkušenj Janši izjemno veliko moč, da je to zadevo odigral, kot odigral. Tako da se tukaj čisto z učbeniškim primerom ne strinjam. Ta primer je zgolj, se pravi, custom made, posebej narejen za trenutno situacijo, ki je mogoče celo neponovljiva ali pa pač v enaki obliki, tako nobena čist ponovljiva. Bi pa rekel tudi še to, ne, še ena stvar, tlele, če smem Edvarda dopolniti, da ni bilo časa govoriti, tudi z tega je bilo to mojstrsko speljano. Lista je bila vložena v Državni zbor pozno popoldan zvečer v četrtek, ne, kar pomeni, da je omogočilo že prva zaslišanja v ponedeljek. Skratka, rok, tisti 3-dnevni je bil skrajšan na minimum, vmes je še vikend, ne, ko se pač novinarji manj lahko ukvarjajo z brskanjem. Ponedeljek, torek, v 2 dneh so speljali zaslišanja, čeprav se je govorilo, bodo speljali zaslišanja, da bo to v 4 dneh in potem v četrtek že izredna seja. Skratka, tega časa je zelo malo. Ok, lahko se izogneš ti neki kritiki, če bi bila ta upravičena, ne trdim, da kjerkoli je, ne, ampak vendarle vlada potem je temu lahko podvržena še vsa 4 leta. Ampak se pa tukaj strinjam, to je bilo speljano. Bi pa vseeno jaz glede tega prav odnosa do medijev, ta pa me je malo skrbel, ne, in mislim, da je lahko problematičen tudi podpis koalicijske pogodbe, ne, se pravi, bila zaprta za medije, ne, in na koncu dana izjava preko nekih družbenih omrežij, se pravi, tukaj smo videli zdaj nekako samo odmik od prejšnje retorike, kjer je bil nek sestavek spisan o vojni z mediji. Zdaj to ni bilo spisano, ampak jaz se s tabo strinjam, ne, komunikacija je tudi nekomunikacija, komunikacija in tudi to je bilo sporočilo, ne, mi v resnici medijev ne rabimo, ne, ker kaj sta naredila glavna 2 voditelja strank, ne, se pravi, zaprla sta tiskovko podpisa koalicijske pogodbe, ne, novinarji so jih mogli iskati, do njih niso mogli priti in potem sta ven dala vnaprej posnet videoposnetek, ne, kjer sta podala pač svojo verzijo in nekako čez družbeno mrežo. Skratka, se mi zdi, in tukaj to mi je malo zaskrbljujoče, ne, da se pravi, komunikacija bo šla preko naših osebnih kanalov. Problematično se mi zdi to zato, ker vendarle vsaka vlada je vlada vseh državljank in državljanov in mediji taki ali drugačni, lahko si mislimo o njih, kar si želimo, so predstavniki nekih delov družbe in je prav, da svoje delo, da jim omogočamo to delo, da ga opravljajo. Ne. Ja.
No, jaz tukaj v bistvu se ne strinjam v tem smislu, da bi ločeval ta družabna omrežja pa neke klasične standardne medije, ne, na tak način. Smo leta 2026 in kanal, kako prideš do gledalcev, poslušalcev in tako naprej, je pač recimo že ta vidik, neki podcasti, tako kot smo danes, je to danes postalo popolnoma normalno in to na koncu pride do končnega uporabnika. Tako da jaz recimo v tem ne vidim prav nič posebnega, jaz vidim v tem pravzaprav še en tak moder pristop, ker nagovoriš na svoj način. Izstopeš ven iz tega okvirja obvladovanja medijskega prostora skozi ta klasičen pristop, kot so ga mediji v Sloveniji, si ga dobesedno na nek način ideološko podredili. In je bilo to iskanje, kako priti ven, kako nekako priti do uporabnikov, do volivcev, v bistvu meni se zdi to čisto legitimno iskanje. In to, da danes preko X računov, preko Facebooka, preko podcastov in tako naprej poskušajo politiki nagovarjati, se mi zdi pravzaprav zelo na mestu, ker zanimivo je ta refleks, da se te klasični mediji, tukaj recimo jaz pod pojmom klasični mediji predvsem razumem nekako klasično linearno televizijo, radio, recimo tiskane medije in tako naprej. Zanimivo, da oni sami tudi iščejo načine, kako sebe nekako klonirati tudi v druge kanale, recimo tiskani mediji, pa radiji so ta trenutek zelo, kako bi rekel, se trudijo nekako pač v živo prenašati svoje oddaje in tako naprej, ampak se mi zdi, da te adaptacije še vedno premalo in jaz mislim, da je velik del tudi medijev, se vidimo par svetlih posameznikov v Sloveniji, ki pa svojo nekako objektivnostjo in doslednostjo v bistvu narekuje tempo in ljudje grejo z veseljem pogledati tudi tisto. Res pa je, da ko pa gledaš podatke o gledanosti, dosegih in tako naprej, pa vidiš, da je to en zaskrbljujoč trend in ko vidiš slovenski medijski prostor, da je to zelo legitimno. Zato pravim, da se jaz mogoče ne strinjam čisto s tem, da je to nekaj, jaz mislim, da gre bolj za refleks, kako pride do ljudi, kot pa... Če smem jaz tukaj dopolniti, mislim, da je bilo nerazumevanje. Jaz nisem problematiziral kanala, jaz se strinjam, se pravi svetovni splet, družbena omrežja, ampak nekaj drugega. Ljudje smo družbena bitja in svojo pravo naravo, svoje tisto, kar želimo prikriti, pokažemo čez interakcijo dveh oseb. In se pravi, meni je vseeno, gre to čez družbeno omrežje ali ne, težave, če ti nekaj zapreš, onemogočiš interakcijo nekega zunanjega posameznika, ki ni del tvoje ekipe. Ne govorim, da je tu zgolj novinar, da ti postavi vprašanje in da vidiš tvoj odziv, mimiko, lahko tudi zapreš vprašanje. Skratka, s tem, ko so se oni zaprli, so vzeli svojim PR-ovcem telefon in se posneli, so onemogočili, da bi mi videli interakcijo z predstavniki javnosti, da jim kdorkoli postavi vprašanje. Jaz sploh ne problematiziram tega, da to pol ni šlo na televizijo, radio, jaz se strinjam, ampak to je tehnika, kako prideš do ljudi. In tukaj se čisto strinjam s tabo. Moja problematika je tem, ko se oblast skriva pred interakcijo z tistimi, ki niso njihov del njihove oblasti ali njihovega PR-a podpornih služb. In to je bilo pri podpisu koalicijske pogodbe onemogočeno. In tega odziva nismo videli. Saj ti lahko rečeš, podamo, kaj smo podpisali, to je slavnostni dogodek, vprašanja niso dovoljena, ampak s tem si to komuniciral. Če se pa ti posnamaš, pa ne moreš niti reči, vprašanje niso dovoljenja, ker tega nisi dovolil ali pa lahko se posnel celo 10krat izjavo, pogledal, kako izpade, popravljal. A me razumeš? Jaz sem to. Se pravi, moja problematika je ta, ko se oblast umika interakciji z ljudmi, potem ne razkriva vseh svojih kart in s tem deluje delno netransparentno. To je vsa moja poanta. Jaz se tukaj deloma lahko tudi strinjam s tem. Jaz samo nekako zagovarjam to stališče, da je to se pravi ta trenutna, to se pravi nova koalicija, v bistvu iskala način, kako s čim manj praskami, udarci in tako naprej prideti nekako skozi ta preliminarni, to se pravi skozi ta čas, da bo v končni fazi vse skupaj potrjen. Tako da jaz samo to, da to ne vidim toliko, da bi morali zdaj tiskovno konferenco sklicati, pa pač vsem tam biti na razpolago, pa potem eventualno reči, glejte, ne bomo komentirali in tako naprej. Ne vidim to kot nek tak, bom rekel, resen
problematičen vidik, no, sam to. Okay. Če gremo naprej. Ne. Zdaj, nekako neklasična, da tako rečem, mogoče tudi neznačilna, je že sama sestava vlade. Ne. Zdaj prav največja vladna stranka ne bo imela neke jasne večine znotraj vlade. Ne. Vemo pač predsednik vlade, njegov glas šteje dvojno, če pride do glasovanja, ne, in je pač rezultat izenačen. Zdaj, mimo grede, zgolj kot zanimivost, kolikor jaz vem, pa lahko imam napačne podatke, je vlada Roberta Goloba z dvigom rok samo enkrat glasovala v mandatu, 3-krat lahko ugibate, za katero odločitev je šlo, ne, za pridružitev tožbi proti Izraelu v zvezi z Palestino, sicer pa ne, no, ampak vendarle, ne, pač čisto matematično gledano SDS Peter nima večine v vladi. Kako ti gledaš na to sestavo, se pravi razdelitev ministrskih resorjev 7-5-3, ne? Se pravi 7 SDS, 5 Trojček, okoli NSI-ja, pa 3 Demokrati, Anžeta Logar. Zdaj, če gledamo tretjo vlado Janeza Janše in potegnemo vzporednice, pravi zadnjo, ker je časovno najbližja in se ljudje tudi spreminjamo s časom, ne, bi rekel, tukaj ni nobena težava. Ne. Se pravi, ta vlada prejšnja in tudi zdaj vse dogajanje zdaj je kazala, ta vlada verjetno bo itak večino stvari sprejemala soglasje. Ne. Skratka, jaz mislim, da to vprašanje preglasovanja ne bo, ker je homogena zadeva in tudi ne vidim učinkovita vlada, dajmo biti čisto iskreni, preglasovanje ti nič ne pomaga. Ne? Ker če ti pretirano časa z enim glasom preglasuje zadeve, ti bo ekipa prej slej razpadla, en partner bo šel ven in potem bo z vlado zaključil. Skratka, jaz mislim, pri vladah to vprašanje, to ni parlament. Ne? Parlament je nekaj, kar je opozicija, koalicija, pride od trenja in tako naprej. Tudi druga razlika je še ta, ne, da seje vlade, kolikor vem, niso javne, ne, kar pomeni, da itak ne veš, kaj kdo govori, tudi način komunikacije, ne, je povsem drugačen. Ne. Jaz, ko sem bil na RTV Slovenija, programski svet, ki je bil javen, smo imeli bistveno daljše seje, ker ljudje imajo svoje performanse, nadzorni svet, ki ni bil javen, je bil pol do celo na tretjino tistega časa. Skratka, jaz mislim, da ta zadeva tukaj, se pravi, to je sicer neko tako formalno vprašanje, lahko z njega naredimo veliko zgodbo, ampak jaz mislim, tukaj zgodbe ni. Vlade načeloma delujejo soglasno, če se še ne strinja ločeno mnenje in potem na koncu more požreti tisto, kar je tisti, ki to vlado vodi, nekako določil smer. To je po vseh vladah tako. In tle ne vidim nobene zadeve. Ne. Zdaj, druga stvar, ki pa tukaj bolj zanimiva, je pa, ne, katere resorje je kdo prevzel. Ne. Ker zdaj, se pravi, težki resorji pomenijo, se pravi, če gre vse dobro, ponovadi je to zasluga vlade. Ne. In predvsem predsednika vlade. Ne govorim zdaj konkretno za vlado, ki nastaja, govorim za čisto zgodovino, za vse leve, desne vlade, kar hočete. Če je pa zadeva težavna, pa vedno, ne, se pravi, kolektiv žrtvuje posameznika, ne, in s tem žrtvuje stranko, najprej žrtvuje ministra in potem žrtvuje stranko. In zdaj, če se dobro spomnimo, se pravi, prejšnja vlada Roberta Goloba, čisto na koncu, mislim, da so rekli, ne, da ko bo naslednja vlada, ki se čuli naslednji mandat, ker so SD mali skočili, so rekli, da bo treba premisliti, ali so vse koalicijske stranke prevzele enako težo njihovih reform. Ne. Skratka, tukaj malce vidim tudi tako, ne, da je Janša očitno se naučil tudi eno zadevo, da ne more ali pa da ni dobro za SDS, da skoči na vsako temo prvi in je tudi v tem času, poleg tega, da nismo videli se pravi, da niso prišle ven zadeve, ne, sprejelo se že kar neki zadev, ki so bile v družbi tudi sprejete na nož, ne, lahko pol še nekaj o tem rečem, ampak ne, vse te stvari so komunicirali njegovi koalicijski partnerji. Ne. Janez Janša tega praktično ni komuniciral, celo tako pametno je spelo, da je to celo vložil Trojček, on je to samo, spravi, SDS je to samo podprl. Ne. Pričemer se tudi kaže še ena zadeva, ki pa jaz mislim, da bo v tem mandatu zelo drugačna od tistega, kar kakšni napovedujejo, pa pričakujem iz preteklosti. Vidimo, da tale, dajmo reči, bom rekel zdaj besedo pridevnih še bivša, ne, leva intelektualna gibanja, sindikati, ne, so se zelo izpraznili. Ne. Te ostrine, ki so nekoč imeli, mislim, da več nimajo. Ne. Tu se tudi zdaj kazali, sicer so zbrali te podpise in tako naprej, ampak nekako njihova moč v javnosti, ne, šli so tako daleč v nekem svojem napihovanju svoje ideologije s pretiravanjem, da so izgubili neko mobilizacijsko moč, ne, tudi kaže se, ne, da v 30 letih nekih svojih poant toliko so bili leni, da jih niso posodobili, ne, in zadeva potem čez desetletje izveni, ti ne moreš vedno na isto foro prodati. Ne. In če smo kdaj že tle govorili, da je problem SDS-a bil ali pa recimo problematizirali dolžino Janeza Janše, ne, dajmo reči, mislim, ko ti pride štrukelj, ne, se isto rečeš, ne, ko sem se rodil, sem gledal štrukla, ne,
zdaj, ko smo v 16. vladi Republike Slovenije, se pravi 16 vlad kasneje, gledam Štruklja. Ne. To ne more, ne, pri čemer Janez Janša je bil vsaj ves čas aktiven v politiki, vedno in je s tem ohranil formo. Ne. Ta človek se pa zdi, kot da so ga zdaj z naftalina potegnili, malo si je bradico uredil, počesal lase, pa niti se jih ni dobro še umil, ne, vsaj tako zgleda, in potem pride in neki klamfane. Tak človek nima več nikakršne mobilizacijske moči in zato jaz mislim, da bo tudi ta mandat, kljub temu se ne povedo neki protesti, bo zelo, zelo drugačen, kot morda bi lahko kdo iz preteklosti sklepal, ampak dajmo počakati, kako se bo to odvilo. Sestava vlade. Tako kot sem prej, ko sem začel, meni se zdi ta vlada, takoj pač včeraj, ko je bilo to predstavljeno, jaz moram reči, da prvi občutek, ko sem ga dobil, je to, da je bila to ena izjemno kompetentna vlada, da dejansko so to ljudje, ki svoje področja dobro poznajo. Jaz, ko razmišljam o tem, zdaj lahko rečemo kakšno, kjer je najbolj tak, kako bi rekel, težek resor ta trenutek in kateri je malo manj težek, čeprav jaz mislim, da so vsi resorji zahtevni, za dobro upravljanje dela, kdorkoli že to zagrabi, bi pa mogoče vseeno tukaj izpostavil dva resorja, ker bo verjetno potrebno izjemno veliko dela. In sicer gre tukaj za eno je, to se pravi zunanja politika, kjer bo potrebno ta tanker državni nekako obrniti v drugo smer. In drugo je Ministrstvo za kulturo, kjer so se dobesedno, ko smo spremljali razvoj dogodkov, razne razpise in tako naprej, govorimo o Ministrstvu za kulturo, se je noter zaredilo toliko nekih stvari, da se človek samo še pravzaprav debelo gleda, pa si misli, a je to sploh mogoče. So pa določeni vidiki, kjer bo pa relativno, ne bi rad dejal nič kogarkoli, ampak relativno, ali pa dajmo reči malo bolj enostavno, bo recimo en tak, se mi zdi, del je infrastruktura, kjer bo že z relativno enostavnimi matematičnimi dokazi, zakaj neka železniška postaja ne bo stala ponovno 300 milijonov, ampak samo še 150 milijonov, in že, bom rekel, z umikom 3 gradbišč na avtocesti, pa z nekim nočnim delom se bo dalo, kako bi rekel, vsaj PR-ovsko veliko pokazati, in da bo ta občutek spet ponovno ljudeh zrastel, da ne gre za popolno skorumpiranost čist pri vsaki malenkosti. Tako da to, ampak se pravi, moj prvi vtis, ko sem pogledal v bistvu ta seznam, sem rekel, bravo, v redu, moram reči, da seveda nekatere poznam, te kandidate poznam boljš, druge nekoliko manj, ampak tako kot celota pa moram reči, da mi je res ta občutek, da gre za eno kompetentno ekipo. Če gremo mogoče po strankah, če se strinjate, pa če se malo pohecam od partikularnega k splošnemu, skratka, če začnemo pri najmanjši koalicijski stranki, Demokratih Anžeta Logarja, 3 resorji. Zdaj, čist politološko gledano, 5-6% glasov na volitvah, zna biti kar velik zalogaj, pokrivati 3 vladne resorje, ni to prvič, verjetno tudi ne zadnjič, imeli smo že kar nekaj vlad, kjer so relativno majhne koalicijske stranke imele dosti velik vladnih resorjev, ampak vendarle predsednik stranke, minister za gospodarstvo, turizem in šport, plus še resorja za zdravje in pravosodje. Kakšno je tvoje mnenje v zvezi s tem, Peter? Jaz se tle z Edartom, če začnem s tem, ne strinjam, da sta najtežja kultura in zunanje ministrstvo. Strinjam se to mogoče z neke ideološke linije, ki bo morda... Mislim, da je rekel, da bo največ za narediti. Ampak jaz se ne strinjam. Največ in najtežje za narediti, po mojem mnenju, če kar postavim prioritete, so 3. Prva, zagotovo zdravstvo. To se nam sesuva in ne pozabimo v zdravstvo, proračun za letošnje leto, mislim, da je 7 milijard. Skratka, 7 milijard, kjer pomeni tudi 7 milijard interesov. To so stvari, ki so ljudje gor na kakšno opremo prisesani, to je izjemno težak resor. Gledamo po državi, kako ljudje stojijo v vrsti. In zdravnika na koncu rabiš, mi damo za absentizem na 30 dni 700 milijonov na leto. Če bi upoštevali še kar dajo firme do 30 dni, pa posredne stroške je to 2 milijardi. Skratka, tukaj je zdaj vprašanje, smo polno zaposleni, tukaj je tudi vprašanje, koliko delovne sile imaš aktivne. Skratka, izjemno pomemben, zahteven resor, jaz bi rekel, tudi če se s kulturo sploh ne ukvarjamo. Če sam to rešimo, je zmaga mandata. Drugi izjemno težek resor, šolstvo.
V šolstvu manjka učiteljev. Osnovno, srednje šolstvo nam peša. Ne? Dogaja se nam scenarij, ki ga ne vidimo še, podoben zdravstvu. Če tega ne bomo rešili, bo zgubljena cela generacija. Ne? Se pravi, cela nova generacija. Se pravi, ko zafura še enkrat šolstvo, ena generacija ljudi nimaš kadrov. Ne? In tretji resor, kjer pa so velika pričakovanja, ker so jih vsi, potem tudi zdaj Kjupak afero, Logarjev in demokrati so na to vse stavili, je pa korupcija. Ne? Skratka, jaz mislim, to so 3 teme, kjer lahko kulture sploh ni. Pač tako vidim. Tudi kultura, cel resor mislim, da ima 500 milijonov. Velik, ampak tam imaš 7 milijard, v šolstvu imaš tudi zelo velik resor, glavno ima sicer plače, ne? Ampak v zdravstvu je pa plač, mislim, da po 2 milijardi. Ne? Se pravi, nad 5 milijard gre v druge zadeve, ne v plače in tam so lahko tudi provizije. Zdaj, kar si rekel, ja, in točno tukaj se kaže, kar sem prej zastavil, ne? Da so teže resorje v resnici prevzele manjše stranke, ne? In mogoče celo bi to idejo, ki se pojavlja v javnosti, da nekako Janez Janša ocenil, da želi v tem mandatu, se pravi SDS, pomakniti percepcijo na sredino, ne? In tudi zato je pač poslal, recimo, ima Resnico, ki se zelo desno profilira, tudi Vrtovec je zelo prevzel to vlogo zelo desno in to percepcijo, ne, ker na sredini je prostor za rast. Ne. Se pravi, na desni je do perfekcije zadeva akumulirana, tam nimaš več kaj dosti spraskati. Ne. Se pravi, če hočeš čez 300,000 glasov, onih je bil ser več, ampak sem prepričan, da zaradi katastrofalne vlade Roberta Goloba so prišli iz leve sredine. Ne. In zdaj, se pravi, tukaj bo zdravstvo, ki sem že povedal, kakšna je težava. Ne. Potem pa bo tlele ključna pri demokratih, se pravi, demokrati so tiste obljube, s kom bodo šli požrli. V redu, to je zdaj akumulirano. Zdaj pa bo ključno vprašanje, ne, če oni hočejo še kaj izpolniti, ali bodo izpolnili svoj program. Ne. In ali bodo najprej uspeli uresničiti svojo verzijo skoka, ne, ker tukaj lahko kasneje ali pa že zdaj, ki rečemo o tem, kje vidimo konflikte, da se bodo zgodili. Ne. In druga stvar, ali bo ta verzija skoka dala rezultate. Ne. Skratka, to je pri tem resorju ključno vprašanje. Prvo je, ali ljudje ne bodo več stali v vrstah, ali bomo zavarovanci prišli do zdravnika, do zdravstvene skrbe takrat, ko bomo to potrebovali, ne pa leta 2032. Ne. In drugo vprašanje je, ali se bo na področju korupcije kaj spremenilo in ali bo to dalo v družbi vidne učinke. No, meni se zdi to zelo všečno rečeno, ne? Ali bomo mi stali v vrstah ali ne, ampak dejstvo je, da smo mi do teh vrst prišli zaradi kulturnega boja. Ali ti to imenuješ ideološko ali ne ideološko, ali kakorkoli. Če ne bo urejena podstat za neko novo prihodnost, potem je zaletavanje v žilne opornice, v vrste temle v zdravstvu in tako naprej. Te problemi bojo vedno. Preselili se bojo iz te vrste v drugo vrsto. In tako, to so toliko obsežni podsistemi, da je vedno všečna razprava, ja, tega se treba lotiti. Dejstvo je, da je treba to hidro razrezati na najnižjih nivojih, da bo prihodnost sploh lahko zaživela. V Sloveniji je problem, ker prihodnost ne more zaživeti. Ne more zaživeti. Če odpreš v bistvu šolsko knjigo, se strinjam, da je problem šolstva, ampak če odpreš šolsko knjigo, kjer je 3/4 zgodbe o narodno-osvobodilni borbi, pa par strani o slovenski osamosvojitvi, ja, o čem pa naj potem ljudje razmišljajo drugega? Tako da jaz tega ne bi tako z levo roko zanemaril, ker češ, ja, tam seveda je všečno, da gospe, ki čakajo na novega ginekologa, da ne bojo več tam čakala. Jaz mislim, da bi to že zdaj lahko rešili, bom rekel, z nekim elektronsko preknjižbo ali karkoli, pa se spremeniti zakon o osebnih podatkih v tem smislu in to rešeno. Ne? Pa še nekaj je, ne? To se pravi, problemi izplavajo pred oči volivcev, to se pravi lahko načrtno, lahko pa tudi nenačrtno. Ne? In v Sloveniji izplujejo načrtno, tako ali pa drugače načrtno izplujejo. Ne? In zdaj, ali mi več govorimo o teh, to se pravi, čakalnih vrstah, ker jaz mislim, da se jih da, po moje, v laični oceni, da se da to relativno enostavno rešiti, saj po različnih okroglih mizah, ker sem to spremljal. Ne? Ali pa se jih da umakniti iz fokusa in se ukvarjati z nečim drugim ali nečim tretjim. Hočem reči, da je ta trenutek, ima ta vlada eno ogromno priložnost prebiti ta ideološki blok, da bo Slovenijo
enostavno potegnil naprej kot ven iz tega, kaj ne rečem, balkanskega, jaz sploh ne moram reči komunističnega, nekega jugosocialističnega modela, iz katerega se mi enostavno ne izkopljamo. Kakorkoli obrača se ne izkopljamo. In dokler časa ne bomo iz tega ven prišli, je irelevantno. Dokler časa je vrednota nadmudriti ta pravega dobavitelja s tako opornico ali pa z onako opornico je vseeno. In če mediji ne poročajo, če imamo mi v bistvu novinarje, ki so dobesedno impotentni, pride na tiskovno konferenco, pa nič ne vpraša in tako naprej. Dokler časa gre za ta mentalni model, toliko časa imamo težavo. In še nekaj je, ko smo ravno začeli govoriti o demokratih, pod demokrate pade, to se pravi, gospod Logar bo prevzel Ministrstvo za gospodarstvo in delo. Meni je zelo zanimivo to pompozno, kako bosta te dva, kot neka dva antipoda. Jaz ne vem, zakaj bi bil, odkdaj naj bi podjetniki razmišljali o svojih delavcih kot o nečem, proti čemer se treba boriti. To sploh ni res. Normalen podjetnik razmišlja o svojih zaposlenih, o svojih delavcih kot o neki veliki dodani vrednosti, brez katere v bistvu, razen če imaš neko štanco v kleti, da ti neki štanca, brez ljudi ti ne moreš nič narediti, kar pomeni, da je tvoja naravna kot podjetnik, naravna ambicija, da poskušaš čim več potegniti ven in hkrati to implicira seveda, da so ljudje in dobro plačani, da imajo ugodnosti in tako naprej in tako naprej. Hočem reči, da je recimo prav pred demokrati en zelo, zelo resen izziv, kako se izviti, mogoče je tudi en del te fame, okrog strašne koruptivnosti, okrog raznih te zgodb s Spiritom, pa tako naprej, ki smo jih poslušali v preteklosti. Jaz mislim, da je ogromno dobrih nekih iniciativ bilo tudi v preteklosti, ki jih je treba peljati naprej. Jaz sam sem sodeloval tudi na nekaj teh dogodkih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za gospodarstvo, takih širših, in moram reči, da so bili in od gostov in ideje tam in tako naprej, in potem tudi sama implementacija je bila, bom rekel tako, na zavidljivem nivoju, Ampak jaz mislim, da imajo demokrati pred sabo v bistvu izjemen izziv. Na eni strani se strinjam, da je zdravstveno ministrstvo izjemno obsežen in zahteven. Že prva poteza, ki bo, jaz upam, da bo to s to stavko zdravniki in tako naprej, da bo to čim prej zaključeno, da se bo iskalo neke rešitve naprej. In potem je tukaj še, to se pravi, gospodarstvo. Ne vem, kaj ima še tretji ministrstvo? Pravosodje. Ja, ok. Dobar, to je pa skok, ta ideja. Tako da, zato sem prej rekel, da je celotna ekipa ima pred sabo v bistvu na eni strani daje videz visoke kompetentnosti in na drugi strani pa pravzaprav na katerokoli področje se bomo spustili, bomo hitro ugotovili, da je izjemno zahtevno pa izjemno težko pravzaprav. Ja, zdaj, ti si rekel, vidiš največje izzive na področju kulture pa zunanjih zadev, ti si rekel pač na področju zdravstva pa šolstva pa korupcije. Če zdaj pogledamo personalno, ker zdaj pač tisto, kar je najnovejše zdaj novice, so pač ta ministrska imena in ljudje smo tako narejeni, da tudi če ni vse od enega človeka odvisno, minister na nek način tudi vizualno in drugače predstavlja svoj resor. Kako vidva ocenjujete zdaj pač te predlagane ministrske rešitve, bodo sposobni odgovoriti na te izzive, ki jih pač vidva vidite na teh področjih, za katera pravite, da so najbolj zahtevni? Zdaj, ta najbolj zahtevna področja, sicer vem, da si vprašal personalno, ampak tukaj se bo videlo, koliko je kratka klop v podsistemih. Okay. Se pravi, prva stvar, minister daje samo okus, se pravi, daje sol, tiste ključne sestavine so potem ne samo pa recimo še državna sekretarja, direktorji doktoratov, pa imaš pa cel kup uradnikov. Skratka, če ti, pa imaš cel kup podsistemov. In če tega ne more zasesti, če zato ne najdeš kompetentnih kadrov, potem sam minister nima šans. Enkrat mi je nekdo rekel, da je nek minister, ki je prišel za njim, je se odločil, da bo vse dokumente sam podpisal, in je gotovo po enem tednu ne samo, da jih ne more prebrati, tudi fizično podpisati jih ne more. Hočem povedati, ti sistemi so resnično veliki, in če ti ekipe nimaš, tako da tukaj ključno vprašanje bo tukaj, kakšne ekipe bodo ti ministri pripeljali. Skratka, minister mora imeti dve lastnosti, oziroma tri. Prva lastnost mora imeti vizijo, kam ta resor pripeljati, in ta stvar mora biti usklajeno z pogledom vladajoče, se pravi koalicije, ker mora imeti podporo predsednika vlade in celotne koalicije. To je prva stvar. Druga stvar, mora imeti organizacijske sposobnosti, da zna delegirati delo, da ne dela tega sam, ker če ne, pač potem ga odnesejo.
In tretja stvar, mora imeti dovolj široko mrežo, da pripelje svoje kadre, ne? Se pravi, da nima prekratke klopi. Ne? In zdaj pri teh ljudeh tega v resnici še ne vemo. Ne? Se pravi, Anže Logar izhaja iz stranke SDS. Ne? Zdaj, a je on sestavil dovolj dolgo klop v teh časih, ne? Ampak recimo on pri demokratih ima potencial. Ne? Tadej Osterc, super, ne? Tudi njegovi nastopi, recimo jaz mislim, da je on en izmed bolj izstopajočih novih poslancev. Ne? Drugo vprašanje pa je, a ima on neko kadrovsko stavo. Okay, bil je državni sekretar, pomaga, ne? Če ne drugega, saj ima nekaj verjetno telefonski številk, ki jih bo poklical in bo rekel, ti, a bi mi prišel pomagati, ne? Ker on mora sestaviti svoj kabinet. Ne? In pa potem tega za pravosodje pa ne poznam iskreno. Ne? Bil je vodja, se pravi, Logarjeva kabineta, kar bi rekel, da on je bil tisti, ki ga je Logar iz svojega seznama poklical. Zdaj vprašanje, a on ima tudi podseznam, ki bo poklical. Ne? Skratka, pri teh zadevah je vedno vprašanje dolžine klopi. Tukaj zelo pomaga, če si minister iz kvote neke stranke, ki ima dolgo klop, ne? Se pravi tukaj SDS, pa že SDS-u potem zmanjka, ne? Zato, ker potem ti cela stranka pomaga, da poiščete ljudi, ki jih pripeljete in prvič, ti ljudje morajo biti pa vredni zaupanja, in drugič mora biti sposobni. Ne? In takih ljudi ni zelo veliko. Ne? Tukaj so ključna vprašanja, ki se bodo pokazala. Ne? Jaz se popolnoma strinjam, ne? Da jaz bi celo tukaj, bom rekel, če se pogovarjamo samo o teh znotraj demokratov, ne? Recimo jaz. Ne, ni treba, lahko tudi v kulturi po zunanjih zadevah. Jaz sem nekako že večkrat navijal na glas o tem, da si bo vsak minister moral nekako v kabinet pripeljati vsaj enega ali pa dva, kot bi jaz rekel, jastreba, ne? Da mu bosta pomagala določene stvari, mogoče tudi nekoliko bolj trdo postaviti. Ne? Ker tukaj smo se večkrat v teh pogovorih nekako strinjali, ne? Da je čisto preveč stvari šlo pri tej Golobovi vladi v neke napačne smeri. Ne? In jaz mislim, da je šlo preveč v napačne smeri tudi zato, ker v resnici nihče ni nič upal sam na svojo roko, Golob časa ni imel ali pa ga ni zanimal in tako naprej. Potem se sistem, kot rečemo po domače, razšlampa. Ne? In bo ta nova ekipa morala verjetno precej na ostro zastaviti že na samem začetku, jasno, povedati, seveda skupna usklajenost, ki jo morajo ministri imeti z smerjo predsednika vlade, ne? In potem tudi sami ministri navzdol komunicirati te neke ključne točke, v katere po domač povedano, na katere hribe bomo tekli in na katere hribe bomo tekli bolj glasno, na katere pa malo manj glasno in tako naprej. Ne? In potem imeti s seboj dovolj kako bi rekel, ambiciozne ljudi, da so sploh pripravljeni iti v neko, pač jaz sem se sicer hecal, ampak mislim, da v tem hecu kar precej resnice, ker vojna v Sloveniji bo nastala naslednje jutro po potrditvi te ministrske ekipe. Ne? Ko bojo te fotografije šle skozi tam v državnem zboru in bo vse lepo, fino pa fajn, naslednje jutro se bo začela vojna, katere jaz mislim, da se kar en lep del te ministrske ekipe mogoče niti ne zaveda najboljš, ker do zdaj niso bili v taki vlogi. Te ljudje, ki so občutili to vojno na lastnih hrbtih, recimo, kot primer, da dam recimo Aleša Hojsa, kjer je bil pač tako ali drugače izpostavljen, pa še nekateri drugi, tudi recimo Vrtovci in tako. Za njih je ta vidik nekoliko bolj samoumeven. No, ampak recimo za nekatere, recimo tako kot si rekel, za Osterca, jaz si ga pač tega vidika, on bo moral iti skozi neke bitke, vsaj na začetku ali kakorkoli, ali pa pri prvi aferi, ki mu je bo mogoče celo potaknjena ali kakorkoli, da bo mogel nekako preživeti, da bo prišlo to razumevanje, v kaj so pravzaprav prišli. Ne? In vsak od njih mora s seboj pripeljati ekipo, kjer bo vsaj kakšen znotraj, ki se bo dobro zavedal tega, kaj se bo zgodilo naslednje jutro, ker če ne bo dovolj trdno, ne bojo vajati zgrabljene, je normalno, da bo ta podsistem,
Ker to je že pregovorno, ne? Da pač ti kot politika prepeleš prvi, drugi ešalon, vse ostalo pa vlada, bom rekel, sej to je dobra stran. Ne? Da birokracija ostane. Niti strašno sesud se ne more. Ne? Problem je samo v tem, ker je ta barka zdaj po tolkem času nastavljena v neko smer, katero bo treba verjetno kar zelo na grobo prijeti, pa jo nekako obrniti, ne? In seveda potem držati nekaj časa, ko se bo upirala ta smera, ne? Da bo plula tam, kamor jo bo nova vlada pač hotela peljati. No? Peter, ta trojček okrog Nove Slovenije, ne, bolj ali manj verjetno se strinjaš, pričakovana pač ministerska imena za resorje, pa to z izjemo, ne, seveda stranke, ki se je ti skoraj pripeljal v Evropski parlament, ne, Slovenske ljudske stranke, ki ne samo, da je ostala brez svojega pač ministerskega kandidata, niti se ni potegovala za resor kmetijstva, vseeno vzven ni bilo videti, da bi se, ne, oziroma celo drugačne. Janez Cigler Kralj, ki bi ga verjetno na pamet vsi trije prej videli, recimo na resorju za demografijo, ne, zdaj kot kandidat za kmetijskega ministra, se pravi, trojček okoli NSI, ne, pokriva resor kmetijstva z kandidatom, ki ni iz SLS-a. Lej, to je bilo zame presenečenje predvsem glede Janeza Ciglerja Kralja. Ne. Zato, ker se pravi, NSI se je v tretji Janševi vladi si postavila neko ekipo ministrov, ki so delali dobro, ne, in s tem verjetno tudi si nabrali tudi nekaj simpatij med uradniki na tem ministrstvu, kar je zelo pomembno. Ne. Se pravi, mi se zdaj pogovarjamo, minister poznan ali ni poznan v javnosti. Pa zelo pomembno je tudi, kot on pride na ministrstvo, a je tam poznan, a ima kakšnega zaveznika med nižjimi uradniki, da mu vsi, ker itak, ko priješ minister, imaš tarčo, to se ve. Minister pride, najkasneje čez 4 leta bo šel, skratka, minister ima vedno tarčo na hrbtu, ne. In tukaj je bilo to zame presenečenje, glede SLS sem pa rekel takole, jaz sem te oddaje že komentiral, ne. Njih očitno kmetijstvo ni zanimalo, ne. Izbrali so si predsedovanje matičnemu delovnemu telesu v državnem zboru, njihov edini poslanec predseduje obrambi. Jaz sem ga pol po tej oddaji čisto slučajno nekje srečal, pa sem ga pozdravil in mi rekel, zakaj pa je kmetijstvo sploh pomembno. Ne. Skratka, in to je bil očitno njihov point. Drugi point, ki sem ga pa jaz videl, ne, je pa, da obrambo očitno ne, če se hecamo naprej. Z obrambo, ja, čeprav, lej, a veš, v resnici v teh geopolitičnih časih, ki sem tu že rekel, ne. Oskrba s hrano je malo ti imaš ključne družbene odpornosti. In ena odpornost je samo oskrba, ne, če hrane nimaš, lej, ne boš imel niti vojske, ne. Se pravi, če ti prekineš vojski dostavo hrane, umrl bo, ne, pač fizično bo umrl, tega ne moreš, ne. In druga stvar je energija, ne. Se pravi, to so trije vidiki, tudi obrambe, ne? Tretji je šele potem orožje. Ne? Lej, pa, ne, če smo prej govorili, da se zadeva ni komunicirana, ti si omenil Logarja, ki je hodil, ampak bil je pač povabljen, jaz sem imel malo občutek, tudi Vrtovec je večkrat prišel v medije, ne? Tudi Stevanović je bil povabljen, jaz mislim, da to je bilo bolj tisti strategiji, takrat bodoči, zdajšnji predsednik vlade, ne, takrat je bil še bodoči, ker še ni bilo glasovanja, ne, naj sestavlja vlado v miru, vi pa pejte, pa zapirite fronte, zato da pač novinari nekaj novice mora imeti, ne, drugače pač si izmislijo svoje. Ne. Edino Tina Bregant, ne, je pa tlele sicer zelo elegantno, ampak vendarle se je videlo, da je javno licitirala, ne, in se javno pogajala za ministersko mesto. Kar sem jaz razumel iz virov v ozadju, tukaj je bilo izrecno rečeno, stvari ne smejo ven, če bodo šle ven, tega ne bo, pika. Ne? In ona je to je ena stvar prekršila, ne? In druga stvar pač, pač govori se zdaj sicer SLS to zanika, da pač ona je hotela biti ministrica, ne? In Janez Janša je dal na njo veto in veto verjetno dal zaradi slabe izkušnje v covidnem času, kot sem slišal, ker se ni izkazala operativno. Ne. Zdajmo se tudi spomniti tistih mask v gozdu in tako naprej in potem je bila še vsa pametna in tak člen v vladi ti lahko, ne, sploh če zdaj drži to, kar jaz sem se rekel, da mislim, da ne bo tako hudo, kot ti govoriš, zato ker se kaže tole, da jemlje sapa temu levemu jedru, ne, se pravi, te prepričljivosti nima, ampak tako komuniciranje ti lahko, se pravi, če želiš delati neke spremembe, se gre vedno na nož, ne? Ker tukaj niso samo levi, ne? Dajmo biti iskreni, ko gremo mi v zdravstvo, tukaj ni levih in desnih, ne? Tukaj so samo tisti, ki imajo interes in bodo napadli tudi levega ministra. Ne? Tisti, ki profitira. Tisti, ki profitira, nima barve. Ne? Denar nima barve. Tako je. Ne? In če prideš te ven in pač tukaj so zdaj SLS zaradi tega ostal brez ministra, bral sem tudi, da se Bogovič temu odpovedal, ne? Ker mislim, da je bil izjemen kmetijski minister. Jaz trenutno
očitno med, tako dajmo reči, aktivnimi, tistimi, ki niso že pozno v pokoju, ne, bil je nek njihov višji minister, ampak je že zelo visok, se pravi, je že toliko pokoju, da ne je mogel več biti, je po mojem Bogovič največji strokovnjak za kmetijstvo in tukaj pač stranka zopet ni pokazala tega, ne, da bi želeli, se pravi, super, če oni hoče prevzeti celo ljudsko volilno telo. To je legitimen in hvale vreden cilj. Ampak štartati mora s tistim, kar ti je bilo dano s talentom. In oni, njihova baza je kmetstvo. Moraš tukaj nekaj pokazati in iz tega potem lahko gradiš ven na meščanstvo in vse ostalo in iz tega zrasteš. In oni so očitno podredili nekim svojim internim strujem, tak je moje videnje, lahko se posebej motam, nimam stika, da bi to zdaj šel preverjati, ampak tako pač to vidim. In so to zadevo pač do konca izigrali, pri čem rekel še eno stvar. Tudi prvič, samooskrba je izjemno visoko vrednotena med ljudmi. Ne? Tu vsi ljudje razumejo, tudi če malo gre spraševati ali pa delati kakšno raziskavo, boš tu do tega zaključka prišel, to je izjemno visoko na lestvici in samooskrba še nima nekih teh zasedenega prostora. Če greš ti na zdravstvo, imaš tam ti določene dobavitelje, ki se tle bojujejo. Jaz mislim, da samooskrba je tukaj, se pravi prehrana, je zaenkrat še malce interesno manj zasedeno področje. In tlele ocenjujem, ne, da je Nova Slovenija naredila izjemno dobro potezo. Ne. Se pravi, SDS je pobral sicer kmetijsko zbornico takrat, kmetijsko-gozdarsko zbornico, ampak zdaj, da je šla NSI, celo s Cigler Kraljem, ne, ker čeprav razumem, je bilo tam, da njihova kandidatka ni hotela sprejeti, Čadonič Špelič, in šel on tukaj, se pravi, da so dali izkušenega ministra, ne, zdaj ne vem, je bil ta premislek v ozadju ali bo še prišel. To je področje, ki ima po mojem mnenju en izjemen potencial, da se tam pokažeš, da ga narediš izjemno pomembnega, ob čemer še nimaš veliko interesnih skupin. In je to lahko velika priložnost, ki je pa pač SLS, ki očitno stranka interesnih skupin ni videla, ne? In je ni znala izkoristiti. Jaz sem slišal, da se oni o kmetijstvu, dokler nismo tega mi odprli, pa je začela predsednica malo to omenjati, ampak takrat sem slišal, da v pogajanjih kmetijstva SLS ni odpiral. No, meni je bilo to presenetljivo. No. Jaz sem celo sam pri sebi špekuliral, ne, mogoče pa SLS želi pravzaprav stran od kmetijstva zaradi tega, da bi se mogoče pozicionirali širše v nekih drugih strukturah. Tako da, in jaz se tukaj tudi strinjam, ne, da je tako kot je recimo zdaj za Vrtovca, tako kot sem prej rekel, mogoče nekoliko lažje v tem smislu, da že z relativno enostavnimi potezami lahko pokaže svojo bistveno večjo učinkovitost, kompetentnost in tako naprej. Ne. Tako je tudi na različnih teh resorjih. Ne. Recimo to, kar si omenil za samooskrbo, to se mi zdi zelo kvaliteten vidik, o katerem bi lahko še kdaj kakšno rekli. Ne. In je pa nekaj, ne, tudi to, ne, da zdaj za samega ministra ni toliko pomembno, ne, sama, ne vem, konkretno neka izobrazba in tako naprej, ne, ampak je bolj pomembno, koliko zna on, seveda, to je prvenstveno politika, ne, koliko zna on kapitalizirati to področje, kjer bo delal. Ne. Recimo, meni je, jaz sem zdaj v zadnjem času navdušen nad parimi nastopi, še posebej nad nastopi Cigler Kralja v svojih dialogih z Štruklom, ne, kjer se je pokazalo to, da so ne nazadnje ta leta delovanja v političnem prostoru iz Brusla pravzaprav neko ostrino argumentacije, ne, in kapitalizacija tega časa in delovanja, ne, je tukaj znotraj recimo kmetijskega ministrstva za njega izjemen potencial. Ne. To se pravi nek potencial, na kateremu seveda normalno, ne, bodo gradili svojo prihodnost tudi za prihodne volitve. Ne. Tako da je to, ne, je pa, se pravi, bi pa rad pozoril, no, da je treba imeti ves čas pred očmi, ne, da minister kot takšen je najprej politik, ne, šele potem v ozadju pač pride tudi ta stik. Recimo en tak dober primer sta vsaj dva, že takoj na prvo žogo, zdaj ko mi pridete na pamet, ne, eno je Rončević, ne, kot prihajajoči minister za šolstvo, ne, kjer je nekoliko bolj iz stroke, bi se rekli temu, ne, iz tega šolskega sistema, ne, tam bomo še videli, čeprav se je dobro izkazal tudi kot član, kaj je bil član nadzornega sveta na RTV-ju, ne,
da ima tudi te politične veščine, ne? In druga stvar, kar bomo videli, pa recimo zunanje ministrstvo, ne? Kjer prihaja en vrhunski strokovnjak in z dolgoletnimi izkušnjami, ne? Kjer bo v ta izpostavljenost v političnem prostoru nekaj, kar bo potrebno relativno hitro absorbirati in nekako funkcionirati s tem. Ne? Če gremo še na največjo koalicijsko stranko, da nam kdo učite, da se nismo o njej nič pogovarjali. Jaz sem ti začel. Tisto, kar mogoče najbolj izstopa, da tako rečem, je to, da razen kandidata za ministra za finance, magistra Širclja, nihče izmed 7 kandidatov do zdaj še ni opravljal funkcije ministra. Ne. Verjetno se strinjamo tudi po logiki stvari, glede na velikost in prisotnost v slovenskem političnem prostoru, najdaljša klop, ne, v pravilu, ampak vseeno so se, bi rekel, za mlajše igralce z te klopi odločili. Zakaj po vajinem mnenju? Ja, gled, ena stvar je, ki sem že omenil, verjetno hočejo se premakniti bolj na sredino in potem se moraš pač ljudi, ki so opravili neko funkcijo tudi za stranko. Ne. To ni nujno, da je bila neka karakteristika. Ne. Se pravi, vsi njihovi prejšnji ministri so bili tudi poslanci, so bili velikokrat opozicijski poslanci, ko moraš imeti radikalnejšo retoriko. Tudi zdaj so bili, skratka, ker to moraš imeti. Ne? Ker če tega nimaš, ne prideš v medije, če tega nimaš, ne predstavljaš alternative, ti ne moraš hvaliti vlade, ne? Ker ti moraš volivce prepričati, da je zdaj katastrofa, ko boš ti, bo pa vse boljši. Ne? In so to hoteli umakniti. Ne? Zdaj, tle, če se malo navežem na tvoje uvodno vprašanje, to je, kdo je bil najmočnejši člen te vlade, ne? Jaz mislim, da definitivno najmočnejši člen bo tisti, ki jo je sestavil. Ne? Se pravi Janez Janša. Ne? Tukaj je tako, kot mora to biti. Ker sicer prej smo se malo hecali, da vedno je predsednik vlade. Jaz mislim, da ni vedno v vseh vladah v Sloveniji bil predsednik vlade najmočnejši člen. Ne? Ampak v tej vladi bo tako, kot mora biti. To je iz več vidikov. Prvič, najizkušenejši politik je, ne? Drugič, uspelo mu je v težkih razmerah v smislu razmerja moči, govorim zdaj, ne, se pravi v parlamentu sestaviti vlado, ne, in tretjič, najmočnejši člen bo tudi zato, ker predsednik vlade je vreden natanko toliko, kolikor glasov za njim stoji v parlamentu in za njim stoji 50 glasov plus 28 njegovih. Skratka, je tudi predsednik najmočnejše stranke, pri Šarcu je bil že problem poleg vseh drugih njegovih lastnosti, da je imel v parlamentu samo 13 poslancev, ker to je tisto, kar je tvoja realna teža. Ne? In tudi iz tega stališča tista ideja o tehničnem mandatarju. Ne? Predsednik vlade, ki je tehnični mandatar, ki nima parlamenta za sabo, v bistvu je samo ena oseba, ki nič ne more spraviti čez. Ne? Potem drugi najmočnejši člen tukaj, ne, in tle pridem tudi, bo Zoran Stevanović, ne, ki sicer ne bo sedel v vladi, ampak on se je pohvalil, ne, da Hojsa ne sme biti in Hojsa v vladi ni. Pika. Ne. Slišal sem celo več, da je dal celo veto na Mahniča in Počivalška. Ne. In zdaj, če te informacije držijo, jaz ne vem, ne. Ampak če te informacije držijo... Mislim, javnost ima vtis, da je tako bilo. Ne. Zdaj, kaj je bilo res drugo predpostaviti, te informacije držijo, bo to drugi najmočnejši člen. Ne. In tretji najmočnejši člen bo tisti, ki je včeraj pri Slaku, ne, rekel, da mu to zdaj pa pripada. Ne? To je pač recimo tiste, ki niso poznali vsega ozadja, eno večjih presenečenj, Franci Matos. Ne? Minister za notranje zadeve in javno upravo. Tako je, minister za notranje zadeve in javno upravo. Ne? In to je zdaj izjemno pomemben podatek. Ne? Skratka, prvič je, on bo zelo močan člen, ker je že itak karakterno močana osebnost. Ne? Se pravi, tudi vidi se, kako je peljal zelo težke pravne kejse, jih zmagal, skratka, že osebnostno je močna osebnost. Ne? Je tudi verjetno čez vse najtežje primere, ki jih je preživel kot odvetnik Janeza Janše, stkal posebej tesno vez s predsednikom vlade. Si ne predstavljam, da imaš odvetnika, ki je dolgotrajno tvoj odvetnik, ki te pelje čez vse te kejse, da se to ne stke, to je čisto človeško. In ima izjemno pomemben resor in zdaj se tukaj tudi videlo. Ne? Se pravi, z izjemo šolstva, ki so ga dali Rončeviću, ne bom zdaj špekuliral, kaj mislimo v ozadju, ampak zdravstvo so potisnili v demokrate. Ne? Tudi tam, kjer so pa Logarji so dali, ni problem gospodarstvo, ne? Problem je pač delo, tukaj so običajno, ker se moraš veliko ukvarjati sindikati, ne? Ampak SDS je pa ohranil ključen resor, ne? Ki ga je celo združil in ga dal eni osebi. To je policija. Ne? Če obvladuješ v Sloveniji, žal, in tukaj lahko pridem pol, kje bo problem skoka, ne? Če obvladuješ policijo, obvladuješ postopke, žal pri nas, kakor sem bil podučen, tožilstvo ni vedno povsem neodvisno, ne? Se pravi, lahko predlaga NPU
neke kejse, ampak direktor NPU-ja pa zbere, a bo to delo ali ne bo. Ne? In tle bo meni prvi test, katera verzija skoka bo vam prišla, tista, ki bo tožilstvu dala neodvisnost, da resnično NPU dela za tožilstvo, ali bo kakšna druga. Ne? In skratka, dokler je pa tako, je ključen minister za notranje zadeve. Ta postavlja generalnega direktorja policije, ki nastavlja direktorja NPU-ja in s tem kontrolira, koga se bo preganjalo ali pa koga se ne bo preganjalo. Potem pa druga stvar, ki smo pa videli v zadevi Janković, ne, ključni drugi resor je pa minister za javno upravo. Ne. Pa ne zato, ker ima pod sabo javne uslužbence, ampak zato, ker ima pod sabo upravne enote in s tem odloča, kdo bo lahko kaj gradil in kdo česa graditi ne bo mogel. Skratka, odloča smer razvoja Slovenije preko izvajanja gradbenih dovoljenj, ki gre čez upravne enote. Ne. In skratka, to so zdaj po mojem 3 najmočnejši členi te vlade, bodo njen predsednik, absolutno, ne, se pravi minister za notranje zadeve in javno upravo in pa Zoran Stevanović kot druga figura v državi, ni sicer formalno del vlade, ampak po vseh nastopih lahko rečemo, da je zelo trden člen te vladne koalicije in da si je tudi očitno izpogajal veto na nekatere ministre, kar je v resnici kar svojevrsten dosežek pri tako močni figuri, kot je trenutni predsednik vlade. Jasno. Mislim, da je pri Stevanoviću, če se samo za en trenutek navežem na njega, se mi zdi izjemno pomemben vidik je to, da on več kot očitno razmišlja na dolgi rok, da želi dlje časa biti v državnem zboru kot samo en mandat in da želi svoji stranki v bistvu omogočiti neko prihodnost in to prihodnost se najlažje zagotavlja z neko jasno linijo delovanja, doslednosti in tako naprej. Jaz bi izpostavil mogoče pri tej ekipi novi en vidik, katerega moraš ti nekako izpolniti, če želiš imeti ekipo, ki je učinkovita na koncu dneva. Ne. Ti moraš okrog sebe kot predsednik vlade v tem primeru zbrati ljudi, ki so seveda kompetentni. Ne. In jaz mislim, jaz sem trdno prepričan, da so vsi te predlagana imena zelo, zelo kompetentna za svoje področja. Dal je priložnost ljudem, ki niso bili do zdaj toliko v prvih bojnih linijah, no vsaj ne vsi, kar pomeni, da je okrog sebe zbral ne samo kompetentne, ampak tudi lačne ljudi. Lačne v smislu lačne uspeha, lačni dokaza in da iz njih žari še nekaj, kar je bom rekel, mogoče za marsikoga, si reče, ja, sej tudi plače niso tako slabe in tako naprej, ampak v resnici, če greš ti za ministra, tukaj finančni vidik ni nekaj. Tudi sama ministerska plača ni zdaj glih ne vem kaj, se da, bom rekel, v nekem zasebnem sektorju in tako naprej veliko boljš priti skozi. Kar pomeni, da so lačni nekega osebnega, kaj ne rečem, dokaza, da so nekaj naredili dobrega za to državo, recimo. In če ti to lakoto povežeš z nekim spoštovanjem do sebe, pa recimo v tem konkretnem primeru do predsednika vlade, ti dobiš v resnici zmagovalno kombinacijo. Dobiš kompetentne ljudi, dobiš lačne ljudi, dobiš ljudi, ki te bojo upoštevali in ki so pripravljeni iti, kako bi rekel, tudi skozi pekovne trenutke, zato da se tiste politike, ki so nekako zastavljene, da se pripeljajo do konca. In to vse skupaj meni, pač se pravi na prvo žogo, pa ne bi rad prehitro slave pel, kar tako z lahkoto, ampak mi daje kot neko izhodišče, v bistvu dobro izhodišče. Tako da bomo seveda bomo videli, ampak ko to povežeš, ta nasplošni, ta neko energijo, to se pravi, kot sem rekel, to neko spoštovanje do predsednika, lakoto po nekih dokazih ali pa ne nazadnje mogoče tudi nasičenost z neuspehi v preteklosti, to se pravi posameznega resorja, kjer bi rad ti nekaj dosegel, in je to nekaj, kar bi znala biti v bistvu v skupnem tak zmagovalni moment za to vlado. Predlagam, da na tej točki tokratno debato počasi zaključimo. Jasno je, prihodnji teden sledijo pač najprej zaslišanja ministrov, tako imenovani hearingi v parlamentu, potem še verjetno po časovnici, ki je bila predstavljena tudi glasovanje o sami vladni ekipi, tako da bomo v tej oddaji še gotovo veliko govorili, oziroma o ljudeh, ki bodo zdaj prevzeli odgovornost za vodenje Slovenije. Zatokrat pa Edvard Kadič, dr. Peter Gregorčič, najlepše hvala za vajne komentarje in vse prenesljiva mnenja. Vam, gledalke,
gledalci, seveda hvala lepa za pozornost. Se vidimo ponovno prihodnji torek, do takrat pa lahko noč in srečno.